slišali, da je dobro, da se kontaktira v 48 urah. Mislim, da se boste mogli še kako znajti s časom, da boste pregledali redne maile, ki jih imate v službi in še s temi kontakti, ki ste jih zdaj dobili. Me sicer tudi prav zanima, kako je izkoristil tale čas kosila naš govorec, to je gospod Uroš Perlin, ki nas bo zdaj podučil o izkoriščanju časa. Zaupamo nam bo torej 3 sestavine za bolj pametno porabo. Medtem, ko še nekateri klemetate, samo dovolite, da ga predstavim. Gospod Perlin je strokovnjak za direktni marketing in pametno porabo časa, ki pa že več kot 10 let pomaga podjetjem, tako doma kot v tujini, priti do tistih kupcev, ki so seveda najbolj pomembni. Morda kot zanimivost z razvojem Apple aktivnosti v Sloveniji na področju šolstva in založništva, izobraževalnih publikacij, kjer je redno vodil delavnice, učinkovito uporabi iPada in publikacije za produktivnost, je takole združil torej izkušnje pri vodenju projektov in se specializiral z upravljanjem časa v prodaji. Marsikatera tukaj je mama, dobro ve, kako se mora organizirati, ampak podjetništvo pa je verjetno nekaj čisto drugega. A bomo dali zvonček na damo oziroma hostesa, da pocingljamo, da bo gospod Perlin dobil pozornost. Da ne bomo predolgo potem na koncu kratili čas tudi ostalim sogovorcem. Gospod Perlin, ali je bilo kaj posebnega zdaj v bistvu v času vašega kosila? Kako ste ga izkoristili? Jaz bom med tem časom prijela vaš mikrofon. Jaz sem se malo pripravil na tega nastop, tako da malo sem se podkretil, uživam danes z vami, hvala za pogovor. Se zdaj slišimo? Ne slišite? Gospod Perlin, pogledajte, vzamite še moj mikrofon za vsak slučaj, sicer pa ste moški, govorite s prepono in vas bodo tako slišati. A je to v mislu, da bi nas lahko imenovali gozli, glede na to, da smo v vozlišču, ne pa mrežniki, ne tak čuden ime. Več kaj vaše pomoči bi potreboval. Iščem en podatek. A mi zna kdo zelo na hitro povedati, koliko je še dni do novega leta? Jaz vas bom pa štopal, pa ne pozabite, da imamo 20 minut. 10 sekund je pa že minil. 72, bravo. En aplauz. Bravo. Aha. Super. No, se bi šlo tudi brez tega. 72 dni. To pomeni 21 dni, 72 dni takih, potem 48 dni delovnih, 21 dni v novembru, 21 dni v decembru in samo 6 delovnih dni še v oktobru. Zdaj podatek, ki smo ga rabili, smo ga na internetu najdeli, bi ga najdeli v 2 sekunde. Mi smo porabili približno 15 sekund. To, da ga najdete na internetu, v manjka sekundi ali pa na kakšni aplikaciji, to je hekanje časa. Zdaj pa, da vidim, da sploh preverim, če sem jaz dosti na pravem mestu z vami. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili v podobni situaciji, ko ste enemu od sodelavcev naročili, ali pa vam je kdo naročil, da nekaj naredite, ali pa ste obljubili nekemu kupcu, da nekaj naredite zanj, pa se vam je zgodilo, da tega niste naredili, ste večkrat odložili, potem ste imeli pa krivo vest, ko vas je klical in ste to kar prelagali. A ste bili v kakšni taki situaciji? Kdaj? A ste bili kdaj v kakšni situaciji, kjer ste se ukvarjali z različnimi nalogami, z različnimi projekti, z različnimi kupci in se je pri enih kupcih kar naenkrat zataknili. Nenormalno veliko časa, pa enih pover se je pojavil in nikakor ni šlo naprej. Ali pa še ena situacija, zelo klasična. Večkrat jo srečam, kad takole govorim z ljudmi, z uspešnimi ljudmi. Vas doma partnerka čaka, obljubite ji, da boste prišli v 5 in da boste zraven še kruh kupili.
in da boste točni. In pa vas kliče tam v ene pol petih, a ste že na poti, se po možnosti še večkrat zlažete, rečete, da ja, prihajam. Pa pride en sodelavec, se zagovorite, pridete domov ob 6, brez kruha. A je kakšna taka situacija? No, to se nam dogaja vsem. Tudi meni, ker danes tukaj pred vami stoji, hacker časa. To človek, ki ne bi podjetjem pomagal, pa bolj pametno porabiti čas. Zelo slabše je bilo, vse to, kar zdaj govorim, jaz še slabše, nisem sploh imel postavljenih ciljev v življenju, zamujal sem, odlašal sem, da vsem sem posledal zelo uspešen. Dokler nisem 4 leta nazaj v Apple spoznal enega človeka, kjer sem delal, to je bil zelo uspešen menedžer in sem ga vprašal, zakaj je on to bolj uspešen od ostalih menedžerjev v Apple in pa zakaj je Apple sploh to bolj uspešno podjetje, kot so druga podjetja. Pa imajo iste dobavitve, iste kupce, iste komponente, iste stvari. No in ta gospod mi je v 3 stavkih zaupal eno časovno formulo, ki je meni takrat spremenila življenje in še danes od njej razlagam in poučujem podjetje naprej in vam jo danes veseljem razkrijem. Razkril vam bom 3 sestavine, kako bolj pametno porabljati čas, predvsem v prodaji pa marketingu, iz tam jaz izhajam, zato me ta tema zelo zanima. In pa hkrati vam bom povedal, zakaj je pametno, oziroma zakaj je hekanje časa, zakaj se vam splača to delati v podjetjih, hekati čas v naslednjem letu. Zdaj, kaj sploh je hekanje časa, da se to en tak izraz, a ga kdo prvič sliši? Ja, hekanje časa, sami veste, da izvira iz vdorov v računalniški igrice. V današnjem času se pa vedno več govori o hekanju časa kot pametni porabi časa. To je enostavno, da rešujete probleme pametno. To je enostavno navada, ko vas pripelje do tega, da obvladujete čas. No in zakaj je hekanje časa? In gremo že na prvo, je rekel, skrivno sestavino, ki mi je ta gospod zaupal. On je rekel, hekanje časa, je rekel, Uroš, to je fokus. Hekanje časa je fokus, zato se vam ne splača implementirati. Potem pa moje razmišljanje, pa vam bom povedal, kaj mi je povedal naprej. Kaj sploh je fokus? Danes se veliko pogovarjamo, tudi danes smo velikrat slišali izraze, osredotočamo se, fokusiramo se, verjetno to non-stop poslušate od lastnikov, raznih kupcev, od direktorjev, dajmo se fokusirati v prodaji. Ko sem 12 let v prodaji delal za druge, v podjetjih za njih, non-stop so mi šefi govorili, fokusiri se, Uroš, deli, fokusiri, povečji prodaji. Kaj sploh je fokus? A kdo že razmišljal o tem, kaj sploh je fokus? Kaj sploh je to, da se osredotočate? In jaz vam bom dal tukaj en moj primer. Jaz sem muhar, a je še kakšen od vas muhar? Fantje, moški, ne. A ima kakšna ženska doma muharja? Ribiča, ajde, bom tako vprašal. Veste, kako je to? No, tam sem se jaz tako ene 5 let osredotočal, fokusiral na to, kakšno palco bom kupil, da bo ta ful draga, da bo ful dobra, da se bo ne vem kako pogibala, kakšen laks bo gor, da bom imel 100 različnih muh, ki delujejo na slovenskih rekah, pa še tuje. Glavno, kupil sem ene opreme, da bom imel tiste dobre škorne, da so nepremočljivi. Polkranega denarja sem dal v tisto opremo, pa srečam v Tolminu enega mojega prijatelja, ki je ekstremno dober muhar, pa prav Uroš, sposobni se kje, pa skoraj z leseno palco lovi in je tu, ti delaš vse narobe. V resnici bi se mogel fokusirati na tole. In to je gib, ki ga moraš osvojiti, da lahko muharaš. Če se spomnite filma, Reka poje mi, da tisto lepo po zraku kroži, pa da muhca pade, tako da bi bila realna na vodo, da jo potem po strlo zagrabi in treba tak gib osvojiti.
Kako to izgleda v poslu, ne? Bom povedal, kaj tle piše. Ta gospod je meni rekel, ne? To vas zdaj verjetno zanima. Pravi, Uroš, osredotoči se na tiste stvari v življenju, ki ti dajejo največje zadovoljstvo, ki so ti najbolj pomembni. In potem sem šel jaz raziskovati, kaj je to zadovoljstvo. In danes je bilo veliko tega rečeno. Dve stvari, ki vas delajo pri poslu in pa doma zadovoljne. Večkrat je bilo omenjeno. Odnos na prvem mestu in rezultat na drugem mestu in ni druge stvari. Ena harvardska študija o tem zelo lepo govori, preberite si jo, 70 let so raziskovali ljudi doma in v službi, revne in bogate, kdaj so zadovoljni in ugotovili so, da jim je najbolj pomemben odnos. To smo danes že slišali. Torej, dajte svojim sodelavcem, dajte jih malo spomniti, dajte delati odnos tudi na tak način. Zelo dobro si danes odpisala tist mail. To je rezultat. Mehni rezultati so nam bili tako pomembni, kot veliki. Razumete zgodbo? No, da na praktičnem primeru povem, ne? Vsi ste, veliko se tle podjetnikov, uspešnih podjetij, direktorjev. Prodajniki danes, v vseh raziskavah in podjetniki 35% svojega časa namenijo za rezultate, ki jim prinašajo 80% rezultata. Za stvari, ki jim prinašajo 80% rezultata. In 65 večino svojega časa namenijo tistim rezultatom, tistim ciljem, za katerega jim prenese praktično manj kot 20% časa. Kaj bi to bilo, če bi to spremenili? Kaj, če bi se mi tlele v tale procent bolj osredotočali kot pa to? Najlažje to povem na kupcih. Zakaj bi se osredotočali na tiste kupce, ki vam ne prenašajo rezultata in dobrega odnosa? Raj se ukvarjate s tistimi, ki vam prenašajo to. Ali pa po domač povem, s tistimi kupci, ki so vaši obstoječi. S tistimi se je treba največ ukvarjati. Te so vaši. Te vam največ rezultata prenese. Torej, ta gospod mi je rekel, Uroš, osredotoči se na tiste stvari v poslu, v življenju, ki ti prinašajo najboljši rezultat in najboljši medsebojni odnos. Pika. To je bil njegov prvi statement. No in zdaj na svetu zvedi se z tem, ki ga lahko danes že začnete uporabljati, je to, da se vprašate, s katerim rezultatom sledite in s kom pravzaprav vi gradite v vašem poslu odnos. Čisto po domač povedano. Druga sestavina skrivna, če je bila prva fokus, je rekel activity, aktivnost. Pa spet dal, kaj pomeni aktivnost? Veliko se to pogovarjamo, naloge imenujemo, na prioritete, veliko se s tem ukvarjamo. Aktivnost. Spet bom dal svoj primer. A kdo se pripravlja za maraton? Noben. Ok, ali pa za 10 km, 5. Noben da laufa. Ok. Tu dobro. Bom dal svoj primer. Se pravi, kaj pomeni aktivnost? Da vse stvari, ki jih delate v skladu s fokusom. To pomeni, če jaz hočem 21 km prelaufati na maratonu ali pa 42, kar je neka želja, bom delal vse, da bom ta cilj, fokus dosegel. Se pravi, bom si kupil ene take fajn supergice, ki mi bojo v zadovoljstvo, izbral bom traso bom šel večkrat pogledat, ne vem, mogoče si bom popestril tuš z nečem, da mi bo lažje, ko bom prišel iz teka, jedel bom nekaj dobrega po teku, se pravi, vse aktivnosti bojo šle v skladu s tem fokusom. Tako je tudi v podjetju, ne? Če se vi odločite, da ste recimo, ta miz je tukaj, vi recimo, da ste v podjetju v avtosalonu in prodajate avtomobile in se odločite, da se boste ta mesec fokusirali na svoje kupce, na družine z otroci. Kaj ne bi aktivnosti bile? To pomeni, da vsi, in nekdo, ki je v skladišču, nekdo, ki je v financah, nekdo, ki je v prodaji, nekdo, ki je v marketingu za to akcijo ve, to pomeni, ko pride v vaš salon stranka z otroci, jih vsi pozdravljate lepo,
To je prvo, ne? In nastavite neke aktivnosti, zato da se te ljudje, ki pridejo v salon, zelo dobro počutijo. Kakšen takle medvedek na sedež, da je slučajno tam, blazno imajo otroci radi risanje, pa jim naštimate kotiček in tako naprej, vse te preizkušene. Bistvo je to, da pozdravljate, da vsak v vašem podjetju vede takrat, da so vse aktivnosti osredotočene na to, da boste kupce z otroci animirali. No in drug praktičen nasvet, ki ga tukaj dam, pa ga velikrat srečujem na delavnicah, kjer se učimo hacker čas, kjer se učimo osredotočanja, aktivnosti, tega, kar bom naprej povedal, je, da si napravite reset. To po domač povem, da si 14 dni, pa daljši kaj časovne obdobje, pregledujte, kaj sploh delate. Beležite si, računalnik. Klicala sem sodelavko Anjo, toliko pa toliko minut. Odgovarjala sem na maile, toliko pa toliko minut. Zelo na kratko naj bo napisan, ne vpisujte na dolgo, kaj ste delali, ampak samo aktivnost. Aktivnost in koliko časa. In na koncu boste po 14 dneh, daljši, ko je čas, bolj boste sliko dobili jasno, ugotovili, kje zgubljate največ časa. Jaz sem na primer ugotovil, da se največ časa pogovarjam tudi po uro na dan s sodelavcem, kjer strateško razmišljava za naprej, polna svoje ideje, zgubljava čas v bistvu sam v nekem pogovoru. Zdaj sva ta pogovor predstavila na kosilo, ker so ugotovila, da ni rezultate iz tega. Tako boste zelo lahko ugotovili, kje največ časa zapravljate. No, in ta gospod je tretja stvar, to je konsistenca. Hekanje časa je konsistenca. Pravi, rekel je tako, Uroš, osredotoči se na tiste stvari, ki ti v življenju in poslu prinašajo najboljše rezultate in medsebojne odnose. Vse aktivnosti, ki jih delajo v skladu s tem fokusom. In to ponavljajo. Konsistenca, veliko slišite tudi zdaj, zelo je rad spet popularen izraz. A ste se kdaj spraševali, kaj sploh je konsistenca in kako se jo naučiti? Učite se jo z majhnimi koraki. Jaz včasih kakšnega poslovnega uspešnega učim, zjutraj pospravil poslo. To je prvi korak, da boš lahko osvojil en delček konsistence. Zelo slabo konsistenco imamo v podjetjih. Ne kličemo stranke, ne delamo v istih urah stvari, razen če smo v proizvodnji. V prodaji teh navad nimamo. In najboljši je v kakšni delavnici, kjer, ko imam proizvodna podjetja, oni mene naučijo, kako je imeti dober urnik, kako je vsak dan isto stvar, kako se lahko navadaš določene stvari, res delati konsistentno. No in če sem še imel urnik, to je ena hitra rešitev, ravno to, da naredite si tudi v prodaji, v poslu, tudi če ste direktor, v marketingu, kjer tega sploh ni, naredite si svoje urnike. Take, ki so vam všeč. V šoli je bil urnik z namenom. Jaz si vzamem čas, da vsak teden pokličem, imam 1 uro za svoje najboljše kupce. Tam delam najboljši odnos. Ker oni točno vejo, da jih pokličem in vprašam preproste stvari in s tem gradimo zelo močen odnos. Tukaj bi dal en primer iz prakse spet. Zakaj mislite, da je 3. teden v letu najbolj depresiven? Mediji takrat veliko pišejo o tem, zaradi tega ga enostavno, ker takrat ne izpolnimo svojih novoletnih zaobljub. Odnehamo. To je to. Ni nič v zraku, ni nič čudenega, nič se ne zgodi. Sam razočarani smo zato, ker nismo sam mečken še naprej ponavljali. Sami veste, pa če stvar mečken ponavljaš, tudi v poslu, prej kaslej se zgodi rezultat. Prej kaslej se nekje vrata odprejo. Zato so urniki zelo pomembna stvar. No, tretji nasvet, da jaz sem šel danes 3 razlogi, 3 nasveti, vse se okoli te trojke magične vrti, uporabite jo še 3 minute do konca, napravite si čist, tako je Edvard prej rekel, začeti je treba v osnovah. Jaz sem na začetku imel delavnice, da sem na internetu gledal, kakšne heke bi gledal ljudem. Govorili vam bojo o prioritetah, take naloge, pohranjenih
osnove treba zrihtati. In te 3 stvari so ključne osnova. Imejte osebni time slot. Enega sem že omenil. To pomeni, imejte v tednu en čas po nekaj naredite. Pokličete kupce. Aga imejte čas, predlagam, da naredite urnik. Imejte time slot za urnik narediti. Čisto za razmišljati pa nam. Ali pa planirajte s svojimi najboljšimi ljudmi okoli sebe v naslednjem mesecu, da se boste z njimi videli. Tudi to je lahko v tem time slotu. Evo, formula je večkrat razpadla, ker sem Apple, še zmeraj Apple uporabljam, pa to se nič izvati pretopil, ampak nima veze. Vidite, FAC, Focus Activity Consistency. Kaj se zgodi? 4. sestavina ven sama pade. To je čas. Ko ste vi fokusirani, ko se osredotočate na tiste stvari v poslu, po življenju, ki so vam v največje zadovoljstvo, ki jih delate najbolje, ki vam prinašajo najboljši medsebojni odnos, pa najboljši rezultat, da vse, kar delate, vse aktivnosti, ki jih delate v skladu s tem fokusom in to ponavljate, kaj se zgodi, čas vam na koncu ostaja. Zdaj je samo pomembno, kaj vi s tem časom naredite. A ga date v isto stvar, pa sploh ne ugotovite, da vam je čas ostal, ali pa date, in jaz vam tukaj predlagam eno stvar, ki vam je pa res najbolj pomembna. Takrat boste pravzaprav ugotovili, da vam ostaja en čas. Prejle smo se pogovarjali, kako zasedene mame kar nekrat ugotovijo, da imajo otroka ful časa, da jim ostaja en čas, pa da so prej lahko ene stvari, da zdaj lahko ene stvari, ki so jih prej težko naredile zelo hitro. Evo, jaz se mislim, da sem vam dal kar nekaj dobrih izhodišč, močnih za to, zakaj je hekanje časa, se vam splača hekati čas v naslednjem letu. Povežite se z mano, pišemo blog, nastaja ena lepa skupnost, hekarjev časa. Jaz sem Uroš Perlin, uspešnim podjetnikom in podjetnicam pomagam hekati čas, to pomeni čas porabljati bolj pametno. Hvala.